Danes bomo predstavili knjigo Jože Pučnik, Oče slovenske države. Z mano je avtorica te knjige, dr. Andreja Valič-Zver, ki jo bomo povprašali nekaj v zvezi s to knjigo. In sicer me zanima podnaslov, recimo Oče slovenske države. To je zelo močan, bi rekel, lahko še celo malo provokativen podnaslov. Kaj ste želeli s tem povedati? No, prav gotovo, da je bil Pučnik eden glavnih ustvarjalcev samostojne slovenske države. Sicer pa lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Ta knjiga je bila izdana konec lanskega leta in bi morala biti predstavljena 9. marca, torej na Pučnikov rojstni dan. Ampak žal zaradi razglasitve pandemije smo upoštevali vse zdravstvene ukrepe in počakali s to predstavitvijo, ki jo zdaj predstavljamo pač v obliki online predstavitve, video predstavitve. Tako kot ste dejali, ta naziv očeta naroda si je prisvajalo ali pa so ga pritikali tudi nekaterim drugim državnikom, veliko manj zaslužnim za samostojno slovensko državo. Pučnik pa je bil prav gotovo med tistimi, ki je v odločilnih trenutkih nekako prevzel tisto težko tezo odločitve na sebe in rekel, gremo. Naj že na začetku povemo, da gre za dvojezično knjigo, za slovensko-angleško verzijo. Zanima me, kaj ste tudi s tem želeli povedati, oziroma kakšen pomen ste želeli dati s tem knjigi. Leta 2018 je bila v Evropskem parlamentu, predvsem po zaslugi poslanca dr. Milana Zvera in po vodstva parlamenta, odprta dvorana dr. Jožeta Pučnika, in s tem je bil dr. Jože Pučnik uvrščen na zemljevid teh najpomembnejših evropskih državnikov, ki so ustvarjali povojno Evropo, ampak vendar se je v tem pokazalo seveda, da je bilo treba najpomembnejšim odločevalcem najprej predstaviti, kdo je bil sploh dr. Jože Pučnik. In ko so spoznali njegovo življenjsko zgodbo, od tistega mladega intelektualca, ki se je dejansko upiral komunističnemu sistemu že v gimnazijskih letih, pa potem vso njegovo prehojeno kalvarijo, dvakrat v zaporu, mučen, potem, ko ni našel službe v Sloveniji, je moral emigrirati v Nemčijo, tam poiskati popolnoma novo eksistenco, ker mu Ljubljanska univerza ni hotela priznati diplome, in se je uspešno vrnil nazaj in odločilno, kot sem že dejala, pomagal, ustvarjal samostojno slovensko državo. Ko so torej ti odločevalci spoznali to fenomenalno zgodbo, seveda ni bilo potem nobenega problema več. Kot ste že omenili, je bil Jože Pučnik že v mladih, oziroma v študentskih letih je postal disident, čeprav bi se lahko obrnilo tudi drugače, da bi bil lahko tudi eden od kreatorjev tega režima. Vendar je bil svojo načelnostjo pač povzročil, da je bil mlad zaprt v zaporih, in bi lahko kaj več povedali o tem. Ja, kot sem dejala, začel se je upirati že v gimnazijskih letih, skupaj s sošolci izdajal glasilo iskanja, zaradi tega bil izključen iz gimnazije, ni smel opravljati mature, potem v študentskih letih se je že aktivno udejstvoval, ampak kot je sam zapisal, je zelo kmalu spoznal, da je bila pač Zveza komunistov takrat pribežališče za najslabše študente, ki so želeli seveda narediti kariero. In tako so ga, kljub temu, da se je vključil v Zvezo komunistov, kmalu iz nje vrgli, ga zaprli zaradi člankov, bil je zaprt v samici, velikokrat tudi pretepen. Skratka, družina je bila uničena in to trpljenje njegovo seveda je pravzaprav neka visoka zgodba političnega upornika in človeka, ki mu je šlo za stvar. Ne za privilegije, ne za službe, ne za denar, ampak za stvar. In ta stvar je bila seveda
samostojna, demokratična Slovenija. No, s tem ste že malo začeli tudi s tem, kako se je on potem v 80-ih letih vključil v to protirežimsko gibanje, čeprav, kot ugotavljate, ne bi iz korespondence med njim in Sircem izhajalo, da v začetka ni bil kaj posebej navdušen, da bi sodeloval v emigrantskih krogih. Ja, res je. Torej, nekaj let nazaj se je po nekem naključju v Inštitutu Jožeta Pučnika znašli so se ostanki korespondence med njim in dr. Ljubom Sircem, drugim velikim političnim dizidentom in zapornikom. Kakor se čudno sliši, sta šele sredi 80-ih let stopila preko pisem v stik in iz teh pisem je tudi jasno razviden odnos dr. Pučnika do emigracije, ki je bila vseh sort. Ni bila samo iskreno nenaklonjena komunističnemu jugoslovanskemu režimu, ampak je bilo veliko tudi udbovske izpostave, da tako rečem, ljudi, ki jih je udba pošiljala v tujino zato, da špionirajo druge emigrante. In Pučnik se je tega zavedal in se je hotel temu na vsak način izogniti. Kako pa je potem vendarle prišlo do tega, da se je vrnil v domovino in kakšno vlogo je imel potem v Demosu? Ja, v drugi polovici 80-ih let se je pa res začel vračati z tem začetki razvojem socialdemokratskega gibanja Franceta Tomšiča. Z njim je skušal priti v stik, ampak Franceta Tomšiča ta Pučnikova pisma niso dosegla, verjetno jih je pač prestregla S9, Služba državne varnosti. No, potem pa sta vendarle prišla v stik in Jože je takrat tudi izdal svojo znamenito knjigo Kultura, družba, tehnologija, v kateri seveda razlaga, da pač ta liberalnejša leta komunističnega sistema so zgolj in samo dopustila neke privide demokracije, v resnici seveda pa demokracije takrat čez daleč ni bilo. Ta demokratična tranzicija se je začela z nastankom prvih političnih gibanj, prvih strank oziroma zvez, ki kot stranke seveda še niso bile dovoljene, pa potem z nastankom Demosa, pripravami na prve volitve aprila 1990 in tako je šla ta zgodba tega prehoda, seveda, ki pa ni bil najbolj uspešen, to lahko že danes z gotovostjo trdimo, naprej. Se pravi, kot ste že omenili, tudi v času formalne demokracije ni bil zadovoljen z obstoječim stanjem, prizadeval se je tudi za vsebinsko preobrazbo in s tem je tudi bila povezan predlog za lustracijo. Bi kaj več o tem povedala? Ja, Jože Pučnik je izhajal iz kmečke družine, z nekaj zemlje, iz vasi Črenšovci v bližini Slovenske Bistrice. In v tisti družini, pa v tisti vasi seveda so že takoj po vojni šepetali, ker se na glas ni smelo govoriti o prisilnem odvzemu zemlje kmetom, o zapiranju kmetov, o agrarni reformi, ki je številne ljudi prizadela. Skratka, Jože je že kot otrok poslušal te zgodbe in silno so ga prizadele te krivice in tak je ostal pravzaprav vse življenje. In po ustanovitvi samostojne slovenske države, potem ko je stopil v škornje politika, seveda je si prizadeval tudi kot predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, kot se je reklo, za povojne poboje takrat, in seveda za druge krivice. Nekaj let se je zato prizadeval, da bi parlament sprejel končno poročilo o medvojnih in predvsem povojnih zločinih. Ampak do tega ni prišlo, izdano je bilo samo neko vmesno poročilo, ki pa je vendarle dostopno v javnosti. No in zavedal se je tudi seveda dejstva, da enostavno pri demokratični tranziciji ne moreš z ljudmi, ki so v totalitarnem sistemu kršili človekove pravice
in temeljne svoboščine iti naprej. Tega so se še kako zavedali, kot vemo, v Nemčiji, na Poljskem, na Češkem in tako naprej, in povsod je prišlo do neke oblike ilustracije, še najtemeljitejše recimo v Nemčiji. Pri nas pa te ilustracije ni bilo. Edino Jože Pučnik je uspel z nekim dopolnilom k zakonu o sodniški službi, po katerem sodniki, ki so v prejšnjem sistemu pač obsojali ljudi in kršili temeljne človekove pravice, evidentno kršili, naj ne bi več opravljali sodniške službe, ampak kolikor vem, se ta člen ni izvajal in se seveda ne izvaja, to vidimo na mnogih primerih. Bil pa je v zadnjih letih življenja tudi zelo kritičen na splošno do tranzicijske družbe, tudi nekaj intervjujev je dal zelo močnih, da bi mogoče še o tem, kaj smo govorili, glavne poudarke recimo. Ja, Pučnikova dediščina je zelo močna. Tudi danes, če beremo njegove intervjuje, njegove tekste, ki jih je prispeval vse do svoje prezgodnje smrti, najdemo notri veliko koristnega branja. Tako je recimo omenil, da bi morali Slovenci končno zravnati svoje ukrivljene hrbtenice in reči ne vsem totalitarnim sistemom in pa tudi vsem kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Veliko je pisal tudi o recimo izobraževanju, sodstvu, ekonomiji, sploh o politiki in prispeval tudi eno temeljno misel, da pač v času totalitarnih sistemov so ljudje, ki na njih ta sistem tako ali drugače vpliva, so žrtve, so sorodniki in tako naprej in njihove mentalitete so na nek način poškodovane, kot je on izrazil. In pravi, da približno 3 generacije traja, da se te mentalitete ozdravijo. In lahko rečem seveda, da je Študijski center za narodno spravo z vsemi sodelavci v 12 letih precej naredil na tem področju, torej na področju ozdravljanja slovenskih mentalitet. Najlepša hvala za pogovor. Vse pa vabim, ki vas ta problematika zanima, da si preberete to knjigo. Je sorazmerno tanka, tako da si ni treba ne vem koliko časa vzeti za njo, ampak je pa izredno, bi rekel, močno sporočilo in zelo koncentrirano, tako da mislim, da bo prišla prav vsakemu, ki ga tovrstna problematika zanima. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam.